Danes je 3. december, smo se zbrali v predsednikovi palači, ki pa je žal zelo težko dostopna. Nekaj je ovir za premagati, ne? Da se lahko znajdemo v tem prostoru. Ja, sigurno. Jaz mislim, da se predsednik lepo, da vi to gesto, da nas sprejme in da je dejansko vse skupaj lepo izgleda, ampak lažje bi bilo, če bi se to organiziralo v nekih prostorih, v katerih ne bi potrebovali pol ure, da pridemo dejansko do tega prostora. Morda bi bilo lažje, da se predsednik potrudi in se sprehodi do Cankarjevega doma, kjer je mnogo bolj dostopno, ne? Jaz mislim, da to ne bi bil noben problem za njega. Bi se ob tem dnevu raje, kot da se posvečamo samo protokolu, bolj zamislili nad dejansko življenjsko situacijo. Jaz tudi že nekaj časa razmišljam dejansko, da ta dan prav nekaj proslavljamo, dejansko biti invalid danes, dejansko nimaš kaj proslavljati. Dejansko bi mogli se zamisliti nad težavami, s katerimi se srečujemo invalidi in te reševati. Da bi vsak dan invalidov ponudil neko rešitev na določeno stvar. Torej, namesto lepih besed, ki jih bomo danes sigurno slišali, morda več akcije in dejanj. Imamo predvsej neurejenih stvari, osebna asistenca, prevozi, dostop na fakultete, različne stvari, ki se vsakodnevno dotikajo. Jaz mislim, da če bi vsako leto eno stvar uredili, bi bilo to potem res prava proslava. Ja, takrat, ko je Slovenija prevzela te mednarodne obveze, to mislim, da je leto 2009, dejansko na področju teh hendikepiranih invalidnosti, vsekakor na tem področju ni bilo storjeno dovolj, torej je absolutno jasno. Obstajajo po eni strani proračunske omejitve, po drugi strani pa tudi izvedbena zakonodaja ni takšna, kot bi morala biti. Glede na tisto, da so bili predlogi tudi glede osebne asistence, vem, da med strankami in širše poteka dialog o tem vprašanju. Upam, da bo v naslednjem letu prišli do takšnega zakona, ki bo inkluziven za vse, ki bi si takšno osebno asistenco pravzaprav zaslužili. Čeprav se tem zavedam dejstva, da polnega financiranja vsaj v naslednjih 2 proračunih, glede na to, da so bili pravkar sprejeti, še ne bo možno zagotoviti. Kasneje bomo pa videli v bistvu glede na to, kako se bo pravzaprav razporejale družbene prioritete. Mislim, da je politično odločanje vedno naporen proces. Tisto, s čemer se pa tudi soočamo, je tako, da hendikepirani ali invalidi med sabo v marsičem niste enotni. Nastopili enotni, je bil ta pritisk veliko na politiko, ki odloča, veliko prepričljivejši in na podlagi tega lažje prišli do skupnih rešitev. Tako je pa vsaj mi smo novi v politiki in opažamo, kakšne tenzije vse se dogajajo. To vas nameravam. Vi ste bili že mnogokrat opozorjeni, da se nepravilnosti v fundaciji FIHO dogajajo. V javnost prihajajo informacije. To govorijo že vrabci na vejah, čivkajo o tem, pa se nič ne zgodi. Zakaj ne? Kaj ste storili, da bi se to zaustavilo? Nekaj da zavedati, da če hočemo karkoli spremeniti, potrebujemo v našem parlamentu 46 glasov. 46 glasov ne pomeni zgolj ene stranke, jaz sem največja, ki je v marsičem pripravljena prisluhniti in odpravljati. Je preprosto premalo. Že parkrat smo se soočili z, dajmo temu reči, tako nežno obstrukcijo zadev, da jih preprosto niso mogli premakniti. Policijska usklajevanja, ne samo policijska, tudi med posameznimi ministrstvi in seveda tudi usklajevanje z vsemi, ki so zainteresirani, to pomeni samimi invalidi oziroma hendikepirani, so relativno naporna reč. Zdaj se je začel ta proces, ne pravim, da ne delamo čisto nič. To se počne na enem nivoju nižje od mene, kar pomeni, da se poskušajo vsaj vodje ali pa na odboru za zdravstvo, ki je pač zadolžen za to, odpirati ta vprašanja.
vprašanje. Vem, da volja obstaja, ne vem pa v tem trenutku, ali bo tudi dovolj velika politična moč, da bomo premagali tisto voljo. Ko ste pomenili FIHO, to še en korak nazaj primerjavi z samo osebno asistenco, zaradi tega, ker je pač to področje zelo specifično urejeno, da se diplomatsko izrazim, ne bi hotel kakšne druge ocene dajati. Ne bo tako preprosto premakniti te zadeve, še manj pa najti dovolj poslancev, ki bi hoteli ugrizniti to kisto jabolko, ker je kisto jabolko. To pa jasno. Kaj pa je tako kislega na tem oziroma? To je vendar osnovna človekova pravica. Je osnovna človekova pravica, vendar so, domnevam, da pritiski na posamezne poslance, ki lahko in ki poznajo to zadevo ali pa so tako ali drugače interesno povezani, tako vidite, da zelo težko pridemo do tiste zahtevane večine, s katero bi lahko karkoli spremenili. In potem veliko preprosteje zadevo postati pri miru. Ta tendenca statusu quo je najbolj preprosta zadeva v tistem primeru. Po mesti pod preprogo ni še nikoli nič razrešilo. In vi ste odgovorni v tej državi, da razrešujete zadevo, ne? In zaradi tega, ker smo odgovorni, pravim, da obstaja politična volja, jaz mislim, da do teh 35 poslancev, ki stoji vsaj za mojo poslansko skupino, dovolj velik garant, da bomo nekaj premaknili. Kako daleč pa bomo uspeli premakniti in kako inkluzivno bo to pa ne morem vedeti v tem trenutku. To je nek proces. Dve taki zadevi smo že dali skozi, ker nismo vedeli točno takšno končno rešitev. Ena je... A lahko vprašam, se vi sploh zavedate, da zdravstveni zavod plačuje na vsakega posameznika inštituciji 700 evrov na mesec za osebno nego? Da je potrebno vse, kar je potrebno storiti, je, da se ta denar preusmeri. A je to tako težko? Ja, v tistem trenutku poveste, da imate dve ministrstvi, ki sta v sporu, na čelu katerih sta dve osebi iz dveh stran, si ne morete predstavljati, je precej težko. Potem je pa potrebno razmišljati, spremeniti sistem tako, da bo funkcioniral ali kako? Ja, se absolutno strinjam. Grobo se krši konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Vsi hendikapirani imajo pravico do osebne asistence, ki pa se jo ne izvaja. Samo 200 uporabnikov osebne asistence imamo, drugače so pa dolge čakalne liste. Kaj ste do sedaj storili na tem področju? Kaj boste storili na tem področju? Z veseljem vam moram povedati, da smo v fazi, ko bomo vložili zakon o osebni asistenci v parlamentarno proceduro. Jaz iskreno upam, tako kot Uroš Prikl osebno, kot predsednik odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki ga vodim, da bomo uspeli po svojih najboljših močeh ta zakon spraviti v življenje in da se bodo vse tiste težave, ki so prisotne na področju ljudi, invalidov, odpravili. Iskreno upam, da bomo pri tem svojem poslanstvu uspešni in da bomo invalidom dali to, kar dejansko potrebujejo, oziroma to, kar jim pripada. Se zavedate, koliko mladih ljudi preživlja svoje življenje v domovih za ostarele? Veste, koliko mladih ljudi preživlja svoje življenje? Seveda, na takšne številke vam ne znam povedati. 945. 945, to sigurno ni spodbudno za to državo, zato je seveda zadnji čas in zadnji trenutek, da naredimo korak naprej in pripričan sem, da bomo to naredili. Kjer je volja, je tudi moč. V koliko časa menite, da bo prišlo do realizacije? Vprašanje tedna oziroma dneva je, da bomo to zakon vložili v parlamentarno proceduro in če bo volja, če bo posluh, če bodo tudi finančna sredstva za to namenjena, kar se bomo mi iskreno prizadevali, bomo to spravili v življenje. Verjamem, želim si, upam, v naslednjem letu. Dobar dan, gospod Zajc, vi sami ste tudi en dan izkusili osebno asistenco, je tako? Res je, pri gospe Modičev sem bil. Tako. Kako pomembno se vam to zdi za kvaliteto življenja? Jaz gledam to, da sem tudi probal točno, kako to zgleda. Se pravi, da sem bil in slep in na vozičku.
si ne predstavljam, da bi lahko brez nekoga, ki skrbi zate živel, tako da se mi zdi zelo pomembna stvar. A si lahko predstavljate, da bi vaše življenje bilo obsojeno na preživljanje svojega življenja in časa v inštituciji, kjer ste odvisni od tega, kdaj greste lahko na stranišče, kdaj lahko jeste in kdaj lahko ostanete? Jaz osebno, glede na to, da sem imel doma starega ata, ki je bil na vozičku in da smo za njega vsi skrbeli pač kot družina, sem bolj naklonjen temu, da greš ven iz institucije, se pravi, da če se le da živiš tam, kjer vsi živim, zapravo, tvoja družina živi, prijatelji in tako naprej. Tako da moje razmišljanje gre bolj v smer izven institucije. A se vam zdi primerno, da je 945 mladih ljudi, ki so obsojeni na preživljanje svojega življenja v domovih za starejše občane? Oni tja ne sodijo, ker, ko so rekli, to so domovi za starejše občane, tako da to ni v redu. Ali se slovenska politika zaveda, da Slovenija grobo krši konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, kjer je jasno zapisano, da ima vsak hendikapiran pravico do osebne asistence in da mu ni potrebno bivati v inštituciji. Slovenija je podpisnica, dejstva pa kažejo drugače. Jaz sem pripričan, da v prihodnosti, vsaj kar se nas tiče, bomo naredili vse, da se bo to spremenilo, tako da ne bomo več dolgo na ta način, kot se zdaj ve. Kdaj bo vložen zakon za osebno asistenco? Po mojem, kar hitro. Upam, moja želja je, da čim prej. Namreč Slovenija je podpisnica konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Že leta 2008 jo je podpisala, vendar ta konvencija je žal v Sloveniji zelo grobo kršena. Če začnemo samo z osebno asistenco, ki pa konvenciji pripada hendikapiranemu človeku, torej mu ni potrebno biti v inštituciji. Kaj ste storili do sedaj na tem področju, da se ta konvencija v Sloveniji ne bi kršila? Varuh je tisti, ki mora državo opozarjati, torej nek most med državljani in državo. In varuh vse skozi, v vseh letnih poročilih, glede na prejete pobude in zaznave ob srečanjih z društvi invalidov, opozarja, da je potrebno na tem področju narediti čim prej vse, kar zahtevajo in kar rabijo invalidi. In ravno področju osebne asistence smo tudi pri varuhu namenili pozornost, kajti ko so nam predstavniki invalidskih organizacij o tem pisali, smo zavzeli stališče, da to podpiramo in da želimo, da se čim prej udejanji, kajti mnogi invalidi ne želijo biti v institucijah. Seveda pa, tako kot pri drugih stvareh, pravijo oblastniki, da se zatakne pri denarju. Da osebna asistenca rabi seveda kontinuirano pomoč invalidom, da so včasih uporabljali javna dela za to pomoč. Mi opozarjamo na to, da menjava asistentov ni dobra, kajti navežejo poseben stik z invalidi in takrat bi bilo dobro, da iste osebe ostanejo ob njih, kajti gre za tudi zelo intimna področja, morajo jih vkopati, higieno osebno z njimi upraviti in zdi se mi pomembno, da so to iste osebe dalj časa. Torej, varuh si za to prizadeva, opozarja državo, ni pa tisti, ki lahko to izvrši. Seznanjeni ste bili tudi z dejstvom, da v domovih za ostarele je približno 1000 oseb mlajših od 65 let. Torej od 18. leta naprej hendikapirani tudi preživljajo svoje življenje v domu za ostarele. Se vam to zdi primerno? Moje stališče je vse skozi jasno, da za te osebe v domu ni primerno mesto. Ampak obiskala sem dvakrat, takoj ko sem dobila pobudo Dom Bežigrad, kjer so mladi invalidi, in o mojem prvem obisku pri njih in pogovori z mnogimi invalidi sem izvedela, da je stanje zanje slabo. Mnogo stvari so mi povedali in to sem predstavila tudi vodstvu. Ko sem jih ponovno obiskala, pa so povedali, da se je stanje z ozirom na menjavo vodstva v Domu Bežigrad zelo izboljšalo. Kot veste, se osebna asistenca že nekaj let
financira strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer preko javnega razpisa, zato ker sistemsko zadeve še nimamo urejene. Zato je bila taka rešitev najlažje izvedljiva in tudi najbolj učinkovita. Torej, financira se na način, da objavimo javni razpis, da invalidske organizacije pridobite ustrezna sredstva in potem v skladu s tem imate pravico do določenega števila osebnih asistentov, ki pa jih same invalidske organizacije potem dodelijo posameznim uporabnicam in uporabnikom. Na ta način se zavedamo, da niso v celoti pokrite potrebe, ampak po podatkih, ki jih mi pridobivamo, tudi ta kvota, to število osebnih asistentov, moji podatki so, da smo jih sofinancirali okoli 300, oziroma nekaj čez 300. Na tem zadnjem razpisu, prvič je bil razpis objavljen za 3 leta, kar pomeni, da smo zajeli daljše časovno obdobje, zato da ne bi bili odvisni od vsakokratnega sprejemanja proračunov. Naslednji korak je pa seveda sprejem zakona, ki bo pač osebno asistenco uredil sistemsko. Mi se dogovarjamo, predlog strani invalidske organizacije je prišel, dogovarjamo se o sami vsebini zakona in stališče je, da kolikor bodo ti pogovori uspešni, bo pač poseben zakon vložen in ta zakon tudi obravnavan v Državnem zboru. Torej, ljudem, ki so na čakalnih listah, mladim ljudem od 18. do 65. leta, ki preživljajo svoje življenje v domovih za ostarele, sporočate, da bo vložen zakon kdaj? Vsem tem ljudem sporočamo, da močno upam, da se tam, kjer so nastanjeni, dobro počutijo, da absolutno je njihova pravica, da tudi niso nastanjeni v institucijah, da torej grejo ven iz institucij, in za ta namen je zagotovljena zdaj v nekaj določeno obsegu osebna asistenca, v prihodnje, ko bo pa zakon to uredil, pa pač v takem obsegu, kot bo potrebno. Kdaj bo zakon? Zakon bo vložen v začetku prihodnjega leta. Tem je pa stvar procedure Državnega zbora. Kako pomembno se vam zdi za kvaliteto življenja hendikepiranega človeka osebna asistenca? Jaz mislim, da ni dvoma, da ne bi vsak izmed nas razumel in se zavedal, da je osebna asistenca za hendikepiranega oziroma invalidnega posameznika izredno pomembna, in mislim, da tudi v tem času je tudi v državi dozorel to spoznanje, tako da mislim, da bo naslednjo leto vložen zakon, poseben zakon o osebni asistenci. Vi podpirate zakon o osebni asistenci? Torej ste se premislili in ne želite več osebno asistenco, da se čaka na zakon o dolgotrajni oskrbi. Ne, da smo si premislili, nam se je zdelo smiselno, da bi zakon o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci potekal istočasno zaradi nekih postopkov, da bi bili lažji, ker pa žal v tem času še nismo uspeli pripraviti zakon o dolgotrajni oskrbi do te mere, da bi lahko bil vložen, in se zavedamo, da je osebna asistenca tako pomembna, da smo se odločili v tem smislu, da izločimo osebno asistenco. Super, hvala lepa.